Pika? Prosti? Da bi to uspelo, je zelo pomembno, da ostaneva povsem skoncentrirana na... Piko, ta čarovnija zahteva popolno pozornost. Ni druge možnosti. Ne morem pomagati. Poglej! Ne meni se za njo, samo Roziko se gre. Danes je super ekstra Rozika. Trza, repak trza. Rozika, kaj pri vsem širnem koničkovem pa počneš? Moj rep je in trza. In veš, kaj to pomeni? Pravzaprav, Rozi, se mi sploh ne sanja. Trzanje pomeni, da mi Rozikin čut pravi, da bo nekaj padlo. Bolje, da poiščete zavetje. O, Rozi, ne bo te ževalo, saj skoraj ni oblačkana. V žabščini je rekel dober ulov. Moj mali poni, moj mali poni. Moj mali poni, zdaj ko spoznala sem prijatelje. Moj mali poni, je čaraven svet in lep je vsak dan. Avanture, zabavaj se, Naše srce, prijateljstvo, ljubeznivost, čarovnija. Prijatelji, zavedno smo ti si moj mali poni. In vsi verjamemo v prijateljstvo. Tako mi je žal. Si v redu, večerna Iskra? Nisem mogla dopustiti, da postane ribnik prenaseden z vsemi žabami, ki skače druga v drugo. Zato sem se odločila, da jih čim več pripeljem v žabje močvirje. Seveda si. Iskra, še vedno imaš nekaj na obrazu. O, res? Ti je tudi to povedal Rozikin čut? Ne, to sem lahko vedela. La. Pridi, Piko, nadaljujva z najino vajo, kjer je malce manj direndaja. Wow, to je neverjetno. Napovedala je, da bo nekaj padlo in je. Daj no, rekla je, da bo nekaj padlo in v istem času je slučajno padla žaba. Naključje, čisto nič drugega. Moj rep, spet trza. Še nekaj bo padlo. O, Rozi, prosim, nič več drugega ne bo padlo. O ne, Iskra je padla. Jo je varno iti rešit. Ja, moj rep je nehal trzati. To je neverjetno. Prosim. Iskra, zakaj se zadržuješ v jarku? Ker je Rozika tako napovedala. Resno, Piko, nič ni. Dve naključje za povrstjo sta malo verjetni, a še vedno bolj kot trzajoč rep, ki napoveduje prihodnost. Trzajoč rep. Rozikin čut. Ne skrbi, varno je. Napoved se je že uresničila. Čakaj, ne reci, da tudi ti verjameš v to. Vem, da ni ravno najbolj logično, a tisti, ki smo že nekaj časa v Ponigradu, smo spoznali, da če Rozikin rep trza, bolje, da poslušaš. Moje uši se frkotajo. Kaj pa to pomeni? Zate to pomeni kopanje. Ha? Kopanje? To iz minute v minuto postaja bolj... V osnovi gre nekako tako. Dobivam različne malenkostne občutke, ki pomenijo različno. Ko me recimo srbi hrbet, to pomeni moj srečni dan. In ko me trese v kolenu, se bo zgodilo nekaj strašnega. Te trese v kolenu? Ne, ampak me pa boli rama. To pomeni, da je v banji aligator. Kako da te ni treslo v kolenu? To ni samo strašno, to je hudo nevarno. Ne pa ni smeška. To je moj udomačeni aligator žvečko. Nima zob. Vidiš? Prav, razumem. No, še vedno ne verjamem v vse te posebne moči. Samo čarule so. Kaj ne verjameš? Ti čaraš. Je kakšna razlika? Ogromna! Kot prvo... Čarovnijo preučuješ in vadiš. Zgodi se, ko se odločiš, da se bo in povzroči, da se nekaj določenega zgodi, ker si se tako odločil. Pri tebi to sploh nima nobenega smisla. To sploh ni res, Iskra. Včasih gre za kup naključij, ki se za povrstjo zgodijo na mojem telesu in napovedujejo prihodnost. Pravim jim kombo. Kombo? Ja,
Kot frfotanje ušes, tresenje kolen, trzanje očesa, takrat bo nebo razsvetlila prečudovita Maurica. Ja, seveda. Čutim, da prihaja kombo. Frfotanje ušes, trzanje očesa, tresenje kolen. Rekla si, da ta kombo pomeni čudovito Maurico. Ne. Ti misliš na frfotanje ušes, tresenje kolen, trzanje očesa. To je frfotanje ušes, trzanje očesa, tresenje kolena. Običajno to pomeni pazi na odpirajoča vrata. Si v redu? Tega ne verjamem. Ne verjameš, ker ne razumeš. Prav, ko boš zdaj kaj začutila, bova dobili razne znanstvene razlage. Že prav. Še kaj čutiš? Ne še. Zdaj? Karkoli? Čakaj, trenutek. Ne. Me vleče za nos? Po celem dnevu konstantnega trzanja, sedaj, ko te imam pod nadzorom, pa nimaš nobenega? Ne nadzorujem jih. Pridejo in gredo. To nima nobenega smisla. Včasih moraš preprosto verjeti, tudi če ne razumeš povsem. Ne bom verjela, česar ne moram razložiti. Čakaj, trenutek. Nekaj sem začutila. O moj bog, kaj je? Moj trebušček. Običajno to pomeni, da sem lačna. Pojdeva jest. Veš kaj? Pozabi, ni potrebno, da vem, če je res. Ni nujno, da razumem, vseeno mi je. Prav, že prav. Rozi, si kje videla iskro? Aha. Iskra? Kaj pa počneš tam? Sta vidva kriva za to? Kriva za kaj? To je absurdno, to se ne more dogajati, ni nobenega smisla. To moram razvozlati. Iskra? Resno, Piko, ponijo se res ne smeš priplaziti za rep. Oprosti, ampak, no, kaj ne delaš tudi ti tega? Ne! Znanstveno raziskujem. Opazujem roziko, znanstveno Ponicus rozicus, v njenem naravnem okolju. Rozikus, kaj Nekaj sumljivega se dogaja z vsem tem trzanjem in temu bom prišla do dna. Torej, Psst. Pridi, Ponicus rozicus je na poti. Srbeč nos. Aha, to nima smisla. Vidiš, skriva se, kot da bo nekaj padlo z neba, a trzajoč rep pomeni, da bo nekaj padlo z neba, ne srbeč nos. To dokazuje, da... Piko, kam pa greš? Poskušam ti dokazati pomen znanstvenega opaza. Kaj pa sedaj počne? Voha rožico. Marička, kaj to pomeni? Najbrž, da rožica lepo diši. Čakaj, trenutek, nekaj vidim. Frfotanje očes, trzanje očesa, trezanje kolen. Počakaj, rekla si, da ta kombo pomeni pozor pred odpirajočimi vrati. Zares verjamaš temu, kaj ne? Tako, naj ti dokažem, da se nimaš česa bati. Vidiš? Obljubim ti, zares se nimaš za bati, da... Iskra, prišla si pogledat novo vinsko klet, kako lepo. Si v redu? Iskra,
Tako, naj ti pomagam. Prav. Zapiši. Trzajoč rep. Trzajoč rep? Oh, trzajoč rep! Tiho, Piko! Rozi ne sme zvedeti, da sva tukaj! Nekaj bo padlo! Reši se, kdor se more! Piko, zares! Močno pretir... Au! Au! Hej, Jabi, kaj počneš? Jabolka nesem v novo vinsko klet. Kaj pa ti, Rozika? Kaj počneš? Ah, Iskri dovoljujem, da me skrivoma zasleduje že ves dan. Hočeš reči, da ves čas veš? Zakaj mi nisi povedala? Smeška, to bi pokvarilo skrivnost. Rep še trza? Konec je, jasno ne bo od zdaj naprej. Kolikor lahko rečem. O ne, kaj pa to pomeni? Ne vem, kaj takega se še ni zgodilo. A karkoli že to pomeni, je čudno. Zgodilo se bo nekaj, kar nikoli ne bi pričakoval. In zgodilo se bo v žabjem močvirju. Tja je namenjena sončica. O ne, se bo zgodilo njej? Ne vem točno. Gremo pogledat, če je vse v redu z njo. Pomirite se, puni. Kar sedaj vemo je, da je Rozika dobila nekaj drgetov. To je vse. Hej, mislil sem, da ne verjameš v to. Saj ne. Samo rada bi videla Rozikin obraz, ko bomo ugotovili, da ni nič narobe. Prav, prav. Te zebe? Potrebuješ jopič ali kaj? Ne, hvala, v redu sem. Kaj misliš, da se je pripetilo sončici? Upam, da nič. Vem, a kaj misliš, da se je zgodilo? Raj sploh ne razmišljam o tem. Jaz tudi. Vseeno razmišljam o tem. Kaj, če je eksplodirala? Eksplodirala brez razloga? Ja, samo bum. Wow. Vem. Kaj če je eksplodirala in potem eksplodirala še enkrat? Je to mogoče? Lahko eksplodiraš dvakrat? Seveda ne. Kaj, če je eksplodirala in potem še enkrat in... Bi vidva nehala. V redu je, prepričana sem. Upam, da imaš prav, zaradi sončice. Glejte, tam je žabje močvirje. Sončica! Sončica! Sončica, v redu si! Seveda. Še dobro. Kako sem vesela, da si v redu. Oprosti, vem, da se ni lepo naslajati, sem vam rekla, da vas nima kaj skrbeti in prav sem imela. Rozika je rekla, da je njeno tresenje čudno in edino, kar je čudno, je to, da sem imela prav. Iskra? Rozi je danes napovedala veliko stvari, ampak kaj tako smrdi? Ampak kar lahko tukaj vidimo je, da ne verjemite ničemur, kar ne vidite na lastne oči. Poglej, kaj za tabo, Iskra. Vidim, ampak ne verjamem. Je to hidra? Koga briga? Tecite! Rozi, pridi! Oprostite mi. Vsi poniji v hrib! Na pomoč!
Roziki hidro spremenil v miš? Ne, V veverico? ne, Kaj pa? nobenih malih glodavcev. Res škoda. Hop, poskok. Wow! Preblizu je, zamotila ga bom. Pojdita, takoj. O, kaj bi naredil poni pogumen kot Mavrica? Naključje? Čista sreča ali kaj? A če si rekla, da bo čudno o žabji močvari, bi rekla, da smo jo pravkar doživeli. Mislim, ta hidra... Rozi? To ni bilo to. A? Kaj ni bilo kaj? O čem govoriš, Rozika? Hidra ni bila čudna. Še vedno se tresem. Vidite? In spet. Karkoli čudnega naj bi bilo v žabji močvari, mi Rozikini čuti govorijo, da se še ni zgodilo. A? Ampak kaj? Hidra ni bila čudna? Kako ni bila čudna? Kaj bi lahko bilo bolj čudno kot to? Ne vem, ampak to še ni bilo to. Udam se. Udaš kaj, Iskra? Poj, ne moram se več boriti. Ne razumem kako, zakaj ali kaj, ampak Rozikini čuti nekako imajo smisel. Ne vem, kako to naredi, ampak naredi. Čeprav ne razumem, še ne pomeni, da ni res. Hočeš reči, da verjameš? Ja, očitno verjamem. To je to! To je čudno! Kaj? Kaj je? Da verjameš! Nisem pričakovala, da se bo to zgodilo. To je čudno! In, kakšna čudna čudnost je to bila! La 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 la. Piko, tu si. Napiši Z pismo. veseljem, Iskra. Draga princesa Sonja, z veseljem vam poročam, da... Piko, kaj sem govorila o koncentraciji? Saj vem, ampak, no... Kaj je narobe, Piko? Si nisi mislil, da me boš videl kdaj s takim klobukom? Ne, zares ne. Rozikin rep trza. Kaj ne naredim? Z veseljem vam poročam, da sem spoznala, da so na svetu čudovite stvari, ki se jih ne da razložiti, a zaradi tega še niso nič manj resnične. Samo odločiti se moraš, da boš verjel v njih, a včasih ti mora to pot pokazati prijatelj. Pip. Vedno vaša vdana učenka, Večerna Iskra. In spet se dogaja! Zanima me, kaj bo naslednjič padlo z neba. Nikoli ne veš! Trzajoč rep? O, Marička, Marička.